Dame in gospodje, pripravite se. Pričenja se drugi Online Success Day Forever Slovenija. Hej, živijo Andrej. Sem prav prišla? Absolutno, kar naprej. Odlično. Čudni časi so, naš se ne smeva objeti, poljubiti se bo pa naslednjič dvakrat, a ne? Popolnoma. Super. Rekel si, da sem prav prišla, ampak jaz se počutim tlele zdaj sred enega spomladanskega travnika, mi smo pa v decembru in... Lahko je tudi veliko boljše. Ja, tole je pa zdaj dosti bolje, ne? Andrej, jaz bi te potem prosila, če si boš vzel lahko kakšen trenutek in še mene naučil tole, Vsekakor. da bom jaz to uporabila, ko je treba doma na hitro pospraviti. Absolutno. Dobro, zdaj pa lahko začnemo. Še enkrat vsem skupaj lep pozdrav in dobrodošli na že drugem Online Success Dayu Forever Living Products Slovenija. Dobrodošli, pozdravljeni in pa pozdravljam tudi direktorja Forever Slovenija. Andrej, pozdrav tudi tebi. Hvala, Saša, tudi tebi en lep pozdrav. Vedno smo veseli, ko si z nami. Vse izgleda nekako boljše. Hvala. In en velik pozdrav vsem Foreverjevcem, kjerkoli nas gledate. Žal ne moremo biti skupaj, ampak upam, da se bo to kmalu spremenilo in bomo naredili eno mega fešto. Tako je. To je beseda. Res, tole leto se mi zdi, da nas je vse ujelo nekako nepripravljene. Saj smo se pripravljali na mnogo stvari, a ne? Ampak na takšno situacijo pa res ne. Vse je nekako drugače, kot smo pričakovali. Zato se dajva midva raje vrniti malo nazaj. Kakšni so bili pa začetki Foreverja? Kako je bilo takrat? Ja, bilo je kar zanimivo, no? Novo stoletje, novo tisočletje, novo okolje, vsaj zame. Iz Budimpešte sem prišel v Ljubljano, novi sodelavci, mnogo novih obrazov, mnogo zanimivo tudi Foreverjevcev, ki so že komaj čakali, da odpremo v Sloveniji pisarno. Zato smo se z novimi sodelavci tudi zelo potrudili in v pičlih 2 mesecih pripravili od avgusta do konca septembra pisarno in 15. oktobra smo začeli prodajati izdelke. To je bilo pa zelo hitro. Pa tudi čas je hitro mineval, a ne? Čas je zelo hitro mineval, uspehe smo nizali enega za drugim in tako smo prišli že do 20. leta. 20 let je torej. Ja, Foreverjevci, čestitke bova kar rekla, a ne? Bilo je lepih, dolgih 20 let in hvala vsem, ki ste bili z mano teh 20 let. Upam, da bomo še dolgo. Zdajle, če sem jaz to prav poslušala, ki ste bili z mano teh 20 let, to pomeni, da si tudi ti res že od čisto tistih prvih začetkov s Forever Slovenija in tudi, če se ne motim, direktor Forever Slovenija 20 let. Tako je, drži, kar je malo čudno v mojem primeru, namreč predtem sem na 2-3 leta menjaval službe. Res sem šel vedno na boljše, ampak nikjer nisem zdržal. Tukaj sem pa že 20 dolgih, lepih let in upam, da bom tudi tukaj zaključil kariero. Ja, jaz mislim, da je to tako. Vedno si rekel, si šel na bolje, zdaj pa si očitno na najboljše prišel. Se strinjam in zato tudi ne želim nikamor. Dobro se počutim v družbi vseh naših krasnih sodelavcev in bomo vztrajali. Čudovito. Jaz mislim, da je zdaj na meni, da naredim eno ne sicer tako orag čarovnijo, ampak nekaj imam pripravljenega za teh 20 let. Za vas Forever. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše Forever, vse najboljše zate. Ja, še enkrat čestitke vsem, ki ste skupaj ustvarjali tole uspešno zgodbo. Čestitke seveda tudi tebi, Andrej. Hvala. Ja,
vsi skupaj ste tole ustvarili. In jaz moram reči, da so mi taki začetki, ne, zdaj, midva sva na začetku tele najine današnje zgodbe, meni so takšni sladki začetki najbolj všeč. Se strinjam. Je v redu, ne? Bo. Dobro, začeli smo sladko, nadaljevali pa bomo še slajše, poglejmo, kaj nas čaka. V nadaljevanju programa se nam bo pridružil državni direktor dr. Miles Šandor. Z menedžerko Bojano Vidovič bomo opravili brezkontaktni intervju in jo tako bolje spoznali ter seveda njeno forever pot. Ker brez presenečenj ne gre, smo spet pripravili nekaj izjemnega za vas. Menedžer Matej Cvikl je pripravil za nas odlično predavanje na temo izdelkov. Tokrat bo z nami tudi posebna častna gostja iz tujine, ki je dobro poznana v forever svetu. Dvojni, diamantni menedžer Katrin Bajri, ki je samo za ta dogodek pripravila ekskluzivno poročilo. Veliko zanimivega nas danes torej čaka, prvi pa je na vrsti državni direktor celotne regije, dr. Miles Šandor. Jaz sem Andrej bolj radovedne sorte, zdaj, ko je pa manj družabnih stikov, je pa to še malo slabše, tako da se kar pripravi na kakšna pikantna vprašanja. Vse se heca. Zanima me, s Šandorjem se dolgo časa poznata, ampak kako sta se pa spoznala? V Foreverju sem spoznal ogromno izjemnih ljudi, med drugim tudi tebe. Sploh pripeljal sem me pa najbolj izjemen človek, dr. Miles Šandor. Spoznala sva se v Budimpešti v enem momentu, ko sem bil ravno na prehodu iz ene v drugo firmo, nisem imel službe. In me je Šandor vprašal, če bi šel malo delati v Slovenijo, v Ljubljano, odpreti podružnico Foreverja. Po kratkem razmisleku sem rekel ja. Šandor nič ni kompliciral, vprašal me je edino, kaj sem po izobrazbi. Sem rekel, da sem kemik, a on tudi, pravi, pol bova pa dobro delala skupaj. In dejansko dobro delava. Šandor je istih let kot jaz, pa vseeno sem se v tem času od njega ogromno naučil. Šandor je človek izjemne motivacije, energije, neustavljiv je. Zato tudi je naša regija skupaj s Slovenijo na 3. mestu v Evropi po velikosti, po prodaji in na 5. mestu na svetu. Čestitam. Ogromna zahvala gre Šandorju, ki je sploh začel Forever v tej regiji in ga gradil skupaj z nami neutrudno. Dokler smo še lahko potovali, je Šandor bil prisoten na vseh naših prireditvah. Od Budimpešte, Beograd, Sarajevo, Budva, Tirana in Kosovo, Zagreb in Slovenija. Nikoli mu ni bilo težko, kadarkoli smo ga tudi poklicali na kak drug dogodek, je Šandor sedel v avto in prišel. Sedaj, žal to ni možno, zato nam je Šandor pripravil eno kratko video zadevo, da nas lepo pozdravi, kar pogledamo. Prisluhnimo Šandorjevim besedam.
Dober dan, Szlovénia! Sziasztok! Nagyon-nagyon köszöntelek benneteket itt a szlovén sikernapon, és boldog születésnapot is kívánok nektek. Természetesen ünnepelünk ma. Igaz, hogy most csak kicsit távolról, és nem tudunk beülni egy jó étterembe, és külön köszönöm Kepe Endrének, Misának, Dásának, az egész csapatnak, és aki ott környezetetekben dolgozik. Fantasztikus munkát végeztetek az elmúlt időszakban. Szinte a régió legnagyobb vállalkozásai vagytok, ugyanis hát ugye tudjátok, hogy nagyon sokan a magyarok közül is ott vásárolnak nálatok, hát emiatt azért van mit tennie ott a pénzügyi csapatnak. Tényleg külön köszönöm nekik ezt a fantasztikus munkát, és természetesen a csapatomnak, a barátaimnak, Tomóéknak, Andráéknak, mindenkinek, aki ott van és dolgozik, Zoréknak, Arbeitert látom állandóan a tévébe, szóval mindenki látom, hogy ezerrel dolgozik, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy a délszláv régió nagyon-nagyon jól össze is dolgozik egymással. Látom, hogy egymást hívjátok meg különböző előadásokra, és ennek nagyon-nagyon örülök. És hát nagyon hiányoztok, mert hát jó ott lenni, tényleg jó ott veletek lenni, és jó veletek együtt élvezni ezeket a fantasztikus sikernapokat, aminek az olyan technikája van, Gregor, hogy az valami hihetetlen. Itt az egész régióban azért hadd dicsérjelek meg. Ti csináljátok a délszláv régióban messze a legjobb sikernapokat, és gondolom most is kitaláltatok valami extra dolgot, hogy mibe kellene beöltöznöm, vagy milyen számot kellene megtanulnom. Legutoljára már mindenféle táncokat tanítattatok velem. Hát most fogadjátok el, hogy ezt pótolni fogjuk. Az első leendő alkalommal rohanni fogok oda hozzátok, és egy óriási nagy bulit fogunk csinálni. Ezt én garantálom nektek. Köszönöm szépen még egyszer a stábnak is a munkáját. Külön köszönöm még Endrének, hogy Horvátországgal is elég jelentős mértékkel foglalkozik, és Horvátország is nagyon szépen teljesít. Ha megnézzük az egész régiót, hoztam néhány statisztikát ezzel kapcsolatban. Láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sokan megcsináltuk a 4CC-t az elmúlt időszakban. A 4CC-ből pedig az következik, hogy nagyon sok mindenkit tudok ma minősíteni. Minősíteni tudom a szupervájzorokat, és egy nagyon szép kitűzőt kaptok. Orsi segít nekem ma itt bemutatni, köszönöm. Aztán az asszisztent menedzsereket is minősítjük ma, és nagyon-nagyon örülök, hogy vannak nálatok, újak, köszönöm szépen, és természetesen amire mindenki hajt, az a menedzseri szint, úgyhogy egy gyönyörű menedzseri szalagot is bemutatunk egy kitűzővel nektek. Gratulálok mindenkinek, aki elérte az elmúlt időszakban ezeket a szinteket, és hát most megpróbáljuk majd az első sikernapon Endrével át is adni ezeket nektek, hogy együtt tudjunk örülni a ti örömötöknek, mert azért ez a virtuális köszöntés azért nem olyan, mintha át tudnálak ölelni rendesen benneteket, és utána meg egy jó bulit tudunk csinálni. Hát tudjátok, ez hiányzik mindenkinek most az életéből. Nézzük a statisztikának a további részét. Nagyon fontosak az újak, hogy hány újat hozunk be a rendszerbe, mert az újak határozzák meg azt, hogy milyen dinamikus növekedése lesz a régiónak. És láthatjátok, hogy több mint 2000 új munkatársat hoztok be havonta, és természetesen sokan elérik az assistant supervisory szintet, úgyhogy a sikernap végén majd itt hosszú sorba fogtok állni, és átadjuk ezt a szalagot nektek. És természetesen a legfontosabb, hogy néz ki az értékesítésünk. Hát látjátok, hogy márciusban egy nagyot ugrottunk, aztán a őszi időszakban is egy nagyot ugrunk, és még van egy kis időnk, hogy zárjuk ezt az évet, és év végéig is szerintem egy fantasztikus értékesítést tudunk elérni.
A európai szinten harmadik helyen állunk, és ezt a harmadik helyet stabilan tartjuk, és biztos, hogy Németország és Franciaország után harmadik helyen fogjuk zárni Európát. Ezt most már senki nem veheti el tőlünk, úgyhogy gratulálok nektek, gratulálok minden munkatársatoknak, minden vásárlónknak, és természetesen itt van az új üzletpolitikánk, itt van az új lehetőség, hogy ezzel a Start Journey Combo Packkal el tudjátok indulni, és tudjátok, hogy 2 pont helyett csak 1,5 pontot kell gyakorlatilag megvásárolni, és egy ilyen gyönyörű indulási csomagot kaptok, és megkapjátok a 2 pontot, ezzel asszisztent szupervájzorrá váltok. Köszönöm szépen! Az elmúlt időszakban egy gyönyörű munkát végzett Szlovénia. Én köszönöm mindenkinek, köszönöm a stábnak még egyszer, és kívánom, hogy 2021-re először is sokat találkozzunk, nagyokat ünnepeljünk, és ti pedig boldogságba, harmóniába tudjátok leérni az életeteket. Még egyszer boldog szülinapot kívánok, és egy nagyon jó szülinapi partit. Köszönöm szépen nektek. Hvala lepo. Sziasztok! Hvala lepa, Šandor. Köszönjük szépen! To se moram pa naučiti, ampak zveni zelo težko. Tako da, ja, kot vedno, zelo, zelo zanimivo. Moram reči, da pogrešamo ta naša druženja v živo, ampak jaz mislim, da nam gre v danih razmerah kar dobro tudi takole na razdaljo, ne? Ja, ampak prav dolgo ne bi tako, torej veliko boljše je, ko se dobimo. Res je. Tiste ta prave energije se dosti lažje ustvarijo, ampak je pa res, da v življenju pravijo, da je tista preživetvena lastnost to, da se znajdeš. To je res, vendar. Posel Forever ljudje ne delajo samo zaradi denarja. Veliko jih je, ki so ravno zato pri nas, ker se družimo, ker se srečujemo v Beogradu, Poreču, Sarajevu, Budimpešti, z avtobusi smo se vozili in nam je bilo lepo. In nam je bilo lepo, ja. Moj oče meni vedno rekel, Saši, največje bogatstvo so ljudje. In se mi zdi, da v Foreverju je... Ogromno krasnih ljudi. Res je. Ampak jaz se bom zdaj vseeno znašla in izpeljala en brezkontaktni intervju. V ovojnici, tule, imam pripravljena vprašanja za našo naslednjo gostjo, za našo naslednjo predavateljico. To je ena izjemno sposobna ženska, tudi mama, ki je zelo uspešno združila 2 poklicni karierni poti. Tako je ob svojem delu kozmetičarke opravlja še tudi težko delo Forever, ampak Forever je kar delo, ki zahteva ogromno časa, vzdržljivosti, volje, energije in mlada menedžerka Bojana Vidovič to vse ima. Ob tem bi mogoče samo še povedal, da 80% najbolj uspešnih pri nas je nežnejšega spola. No to pa lepo slišati. Ženska moč, bravo, 3-krat hura za ženske. Pa dajte tudi moški, a ne, doma pred računalniki. Dobro, zdaj pa jaz imam tule pripravljena vprašanja in jih bom poslala preko video poštarja. Hvala, Saša. Pa poglejmo, kakšno vprašanje sem dobila. Kaj je bila prva stvar oziroma poklic, kar si želela postati, ko si odraščala? Ko sem odraščala, sem želela postati šivilja. Sem že v osnovni šoli začela šivati izdelke, tako me veselilo, da sem res postala šivilja. Kakšne so po tvojem mnenju prednosti Foreverja oziroma kako lahko pomaga ljudem? Pri Foreverju imam veliko izkušenj, delam namreč z strankami, imam svoj salon in imam veliko povratnih informacij. Foreverji izdelki so res naravni in ljudem zelo pomagajo pri različnih stvareh. Najbolj sem iskala nekaj naravnega, ko je zbolel moj oče. Oče je zbolel za več bolezni
in sem mu z Foreverjem zelo pomagala. Tako sem se tudi odločila, da začnem sodelovati in delati z Foreverjem. Pri Foreverju me tudi presenetil zaslužek, ker lahko zraven tudi nekaj zaslužiš. Na kateri vrhunec v karieri si najbolj ponosna? Najbolj sem ponosna, da sem postala pri Foreverju menedžerka. Kakšni so bili prvi koraki na tvoji Forever poti, kdo ti je pomagal in kako? Na moji prvi Forever poti sem se srečala z Tomatom. On mi je povedal za izdelke, predal mi je mail z njegove žene, takrat sem postavila stik z Andrejo. Andreja mi je zelo pomagala, da smo se prvo včlanili, začele smo delati predstavitve, veliko sodelovale, veliko me je naučila v Foreverju, tako da zelo dosti poznam o vseh izdelkih, res sem se morala učiti, ampak izdelki so enkratni in sem zelo vesela, da sem z Foreverjem. Katera je vaša najljubša družinska tradicija? Moja najljubša družinska tradicija je Božič. Ker rada krasim, sem si že stanovanje okrasila z božičnim drevescem, božično dekoracijo v stanovanju, zunaj hiše, imamo vedno božično večerjo z družino, z starši mojimi starši, z partnerjevimi starši. Letos bo to malo drugače, ker bomo morali biti bolj v manjšem številu, tako da bomo glih tak speljali ta božič in božično večerjo. Tako da skratka je pa res najljubša tradicija Božič. Si aktivna na družabnih omrežjih ali si raje bolj zasebna? Sem aktivna, ampak vem, da sem dosti premalo. In sem verjetno bolj zasebna raje. Kaj te je najbolj presenetilo, ko ste začeli aktivno delati Forever? Pri Foreverju me je najbolj presenetilo, da je velika izbira izdelkov. Takrat sem iskala izdelke, ko je moj oče zbolel. Hotela sem mu pomagati na naravni način in seveda me je pripeljalo do Foreverja. Hkrati je dobro tudi to, da lahko zaslužiš pri Foreverju, kar me je tudi pritegnilo. Če bi lahko svojega otroka naučila le ene stvari, kaj bi to bilo? Svojega otroka učim, da se zna prilagajati in spopadati s spremembami, v tem času sploh, da ima v prvi vrsti rada sama sebe. Ali meniš, da je Forever bolj timsko ali bolj individualno delo? Za Forever menim, da je bolj timsko delo. Saj si med sabo zelo pomagamo, smo povezani, dajemo izkušnje, predajamo znanja, delamo prek Zoomov, tako da bi rekla, da je timsko. Če bi lahko tlesnila s prsti in tako izboljšala svet, kaj bi storila? Če bi tlesnila s prsti, bi vsem ljudem zaželela zdravja. V prvi meri največ zdravja. Da bi bili srečni in veseli ljudje. Vsem ljudem želim mirne, lepe, srečne, blagoslovljene praznike, vesel Božič ter srečno novo leto. Hvala lepa, Bojana, in najlepša hvala, da si del naše zgodbe. Ja, jaz sem še vedno pri tej zgodbi, da so ženske tako uspešne v Forever. Absolutno. Kaj pa moški? So bolj redki, ampak tudi so uspešni. Tisti so pa ta pravi, ne? Ja. Ja. In zdaj nadaljujemo še z enim moškim v tem našem programu. Privoščili si bomo eno glasbeno pravljico, glasbeni predah. In sicer je na vrsti glasbeni gost, moški, ki ga jaz sploh ne poznam. Čeprav že 20 let, tudi 20 let živi z mano, ampak se veste, kako je z moškimi. Nikoli jih čist do konca ne spoznaš. Mogoče je pa ravno v tem čar. Na vrsti je Miha Hercog. Ko
sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej, prvi sneg. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat name. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat name. Snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat name. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat name. Snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. No, takole zdaj pa vsi upamo, da bomo imeli res bel božič in zato ena čudovita I'm Dreaming of the White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas,
just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas come arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Hvala Mihatu, da nam je pričaral to praznično vzdušje. Ja, res je bilo lepo. Mi pa gremo naprej in sicer gremo do naslednjega predavatelja in jaz imam spet pripravljeno mojo rumeno kuvertico z vprašanji, ki jih bo prejel en zelo uspešen menedžer. Moramo povedati na tem mestu, da je ta oseba zelo, zelo zanimiva in združuje toliko enih talentov in zanimanj, da je to neverjetno in morda je tudi to razlog za to, da je tako uspešen v Forever poslu. Je zelo neustrašna in odločna oseba in na Forever posel gradi tudi že vrsto let. Ukvarja pa se, kot rečeno, z številnimi edinstvenimi stvarmi, ki so tako edinstvene kot je on, ne? Tako je, Matej Cvikl. Hvala, Saška. Pa poglejmo, kaj smo dobili. Kaj po tvojem mnenju rešuje Forever, katere probleme oziroma težave ljudi? Ja, jaz bi rekel, da Forever ima res en zelo, zelo širok spekter in od tega sem najbolj ponosen na to, da ima ogromno stvari, ki pripomorejo zdravju ljudi. In predvsem za ta čas, za to obdobje, ko ga sedaj doživljamo, je to zelo pomembno. Že na splošno je zima bolj izpostavljena virusom in ostalim bakterijam in zato je zelo, zelo pomembno, da je naša odpornost na visokem nivoju. In v Forever najdete vse. Najdete vse za pomoč ljudem, da lahko ohranijo svoje zdravje in da nekako živijo svoje življenje naprej srečno in zadovoljno. Pa poglejmo, kaj je drugo vprašanje. Na kaj sem jaz najbolj ponosen v zadnjem letu? Ja, v bistvu bi se kar navezal na to, V zadnjem letu je bilo največji problem, kako ostati zdrav. In moram reči, da jaz sem zelo, zelo, zelo vesel, da mi je uspelo, da praktično celo leto sem preživel brez kakršnekoli težave. Se pravi, niti sem imel neke viroze, niti sem imel kakšne druge probleme. Tako da, to je tisto, kar v bistvu tudi gojim v svojem življenju in s čim se povezujem v Forever. Se pravi, moje življenje nekako je zintegrirano s Forever. Uporabljam ogromno izdelkov od zjutraj pa do zvečer na svojem delu, se pravi, da je ogromno uporabnih stvari. Pa lahko mogoče gremo skozi moj način življenja, skozi moje delo, da malo opišemo, kako poteka moj dan. Se pravi, ko se zjutraj vstanem, normalno je neka higiena, se pravi, umijem svoje zobe z zobno pasto, nato lepo počasi se obrijem, se pravi, vidite, da sem obrit, tako da vsako jutro se tudi obrijem in pri tem definitivno uporabim tudi super mleko za pobritje, ki je v bistvu produkt Foreverja, tako da dejansko in zobno pasto in to mleko za pobritje je tista stvar, ki dejansko jih tudi koristim. No, potem grem v spodnji del, kjer v bistvu zaužijem
Forever gel, se pravi aloe gel, in pa Imoblend, vzamem 2 Imoblenda in pa probiotik, Probay. Zakaj sploh to naredim? Dejansko je tako, da v življenju pač nekatere stvari delamo zato, da dvignemo svojo odpornost. In jaz sem v teh izdelkih Forever dejansko opazil to kvaliteto. Aloe vera gel je dejansko 100% zadeva, ki nam omogoča, da vnesemo v svoje telo dovolj mineralov, vitaminov, aminokislin, se pravi vse tisto, kar nekako telo potrebuje. Imoblend je dejansko zadeva, ki dvigne našo odpornost oziroma pripravi naš organizem do tega, da je imunski sistem aktiven, se pravi, da odreagira pravočasno, ko ga rabimo, se pravi, da dejansko ga okrepi in da smo tudi nekako odporni na viruse, ki se pojavljajo, in zato v bistvu jaz vzamem vsako jutro preventivno 2 tabletke Imoblenda. No, zatem nekako, da uravnotežim svojo črevesno floro, da so nekako pozitivne bakterije v dovolj veliki količini, vzamem Probay, 2 kapsule Probeja, da se dejansko te bakterije razmnožijo in da je dovolj teh pozitivnih bakterij v našem črevesju. Tako da, to je ena taka osnovna zadeva, ki jo naredim vsako jutro, in zatem sledi sprehod z psom, se pravi, vsako jutro gremo vsaj za 1,5 ure ven, v gozd, tako da, ostanem se ob 5 zjutraj, da ne boste mislili, koliko imam tak velik časa, ne glede na soboto, nedeljo, in gremo na sprehod. Ta sprehod je vedno nekje gibanje po gozdu, se pravi, da dobim čim več kisika, da nekako se naužijem tega, kar nam ponuja narava. Se pravi, jaz vedno združujem naravo, te dodatke in pa te stvari, ki so nam nekako v plus. In zato, tudi ko pridem v naravo, združim mojo veliko ljubezen, hobi, karkoli bi pač temu rekli, v bistvu je to delo, hobi, jaz pravim temu. Qigong, tai chi, se pravi, te stvari naredim v gozdu, če so pogoji, zdaj če dežuje ali če je fejst megla pa mrzlo, potem to naredim doma v dnevni sobi, drugače pa to definitivno naredim v gozdu. Zakaj? Ker v gozdu dejansko se naužijemo tega kisika in pa energija v gozda nam daje tisto pozitivno energijo. Se pravi, da dejansko lahko posrkam to pozitivno energijo in da odvržem vso negativno energijo, ki nekako se nabere skozi dan. Se pravi, vsi, ki živimo, pač živimo neko življenje, ki je sedaj popularno in pomeni, da naberemo tudi ogromno te negativne energije. Zato definitivno je treba to vsak dan čistiti in odvršiti ven iz sebe. Ko zaključim, pridem nazaj, se lepo stuširam, se pravi, uporabljam tudi milo za tuširanje od Forever, tako da dejansko mi res tukaj tudi gre nasproti in koristi ta zadeva, šampon Forever, da si lahko umiješ lase. Vse to je na osnovi aloe vere gela, in zaradi tega je tudi kvaliteta teh izdelkov takšna, da jaz praktično jo uporabljamo že 6 let. Mi imamo v kopalnici celo polico izdelkov Forever, ki jih redno uporabljamo. Dejstvo je, da ko grem v službo, pač se ukvarjam z masažami. Nekako je to tudi moj hobi, bi rekel, čeprav je delo, ampak v tem uživam, dejansko združim pomoč ljudem z svojo energijo, ki sem jo zjutraj nabral, z izdelki Forever. Kaj recimo lahko tam združim? Pri masaži ugotavljam, da je ogromno problemov, ljudje imajo ogromno problemov z išiasi, z bolečinami v ramah in kolenih, komolcih, razne zadeve. In dejansko, da tu olajšate neke bolečine, da lahko naredim
zadevo tako, da smo vsi zadovoljni, uporabim HIT kremo, se pravi, to je taka grelna krema, ki pospešuje prekrvavitev, MSM kremo, ki dejansko tudi protibolečinsko in protivnetno deluje, tako da dejansko lahko omilimo to bolečino in da vse vnetne procese očistimo iz telesa, ne. Tako da dejansko je tu tudi za masažo obraza, recimo, so kreme, ki so fantastične, ne. Jaz na začetku sem imel en velik problem, ne. Kako delati masaže obraza, ne. Saj veste, vsak človek, ki pride k tebi na masažo, ima specifično kožo na obrazu in dejansko z oljem to ne moreš narediti, ne. Je problem, kaj in kako uporabiti, da v bistvu ne poškoduješ njegove kože, da ne ziritiraš, da ne pride do reakcij. Zato v bistvu sem takrat srečal Andrejo Brumčevo, ne, ki me je upeljala nekako tudi v ta forever posel, ne, ker jaz temu pravim pač neko sobivanje, ne glih posel. In je rekla, lej, imamo mi stvari, ki jih lahko uporabiš, ne. In dejansko sem jaz probal to najprej seveda pri svoji sosedi, ki ima kozmetični salon, ne. Smo šla najprej tja in sva rekla, okej, Andreja, zdaj pa ti njej povej, da jaz vidim, če ta zadeva štima, če je v redu. In ko sem jaz dobil zeleno luč, da je ta zadeva okej, da je ona zadovoljna z njo, sem to sprobal še na mami, na svoji ženi in ko sem videl, da so vsi fantastično zadovoljni s temi izdelki, sem začel to počasi tudi uporabljati pri masažah in v 6 letih, odkar jaz to uporabljam, moram reči, da nisem imel nobenih problemov in ne glede na tip kože, na karkoli v bistvu se je pojavil, je zadeva bila fantastična. Tako da res se da ogromno tega vkomponirati, tudi recimo dželi, ki je v bistvu izvleček aloe vere, gela, je ena super zadeva za celjenje ran. Naprimer, ko sem imel problem z eno tako pikico tule na prstu in sem šel pač dežurnemu, so mi naredili izrez, ker so mislili, da je pač zadeva onkološka oziroma da je maligna, zato so dali na testiranje in v bistvu so mi odrezali kar en konec blazinice, ne. Pa 3 šive sem dobil, ne, s tem, da sploh nisem vedel, da me bo to doletel, čez 14 dni sem imel pa dejansko masaže, ne. In ta kirurg, ko mi reže, ne, se pravi, ko mi da injekcijo, pa pravi, okej, ne, malo vam bomo blazinice odrezali, ne, sem rekel, samo fajn mi jo nazaj zrihtite, ker imam pol masažo, ne. Ja, in je rekel, ja, v redu, ne, samo en mesec, ne boste nič mogel delati, ne. Sem rekel, ne se hecati, jaz imam čez 14 dni masaže, ne. In pri tem je nekako tudi ostalo, jaz sem si s first sprayom, ne, ki je izvleček zelišč pa aloe vera gela, šprico, ne, da se je ta zadeva nekako dezinficirala in pa mazal s tem dželjem in po 9 dneh približno smo vzeli šive ven. Čez 14 dni oziroma čez 18 dni sem jaz imel potem kontrolo na prstu, praktično te rane tega šiva sploh ni več videl, ne. Se pravi, da ko me je zdravnik gledal, je sploh gledal, ki imam zdaj to zadevo, ne. Se pravi, dejansko imamo fantastično zadevo, ki je za celjenje ran. Tako da res moje življenje v bistvu se navezuje na ogromno izdelkov, recimo tudi vsako pomlad, ne, vsako jesen naredim očiščenje telesa, ne. Eno je, da to zadevo delam z tehnikami, ne vem, zdravilnih zvokov, da to delaš sproti, ne, ampak kljub vsemu, ne, v življenju se vseeno še nabere kakšna, se pravi, kakšni toksini, kakšne negativne stvari v našem telesu in fantastična zadeva, meni je, že 5 leto to uporabljam, Forever Clean 9, ne, to je pač neka mešanica aloe vere gela, potem garcinije, vlaknin, se pravi, same take zadeve, ki v bistvu so dosti naravna zadeva, ki te dejansko prečisti, odpelje toksine iz telesa in s tem očistite svoja jetra, ne. Očistite, ker vemo, da zamaščenost jeter je največji problem, ne. In ko očistite svoja jetra, posledično se čisti tudi vaše črevo, ne, sploh z vlakninami, v bistvu očistite črevesje in s tem dejansko omogočite, da so resice v črevesju sproščene, odprte, da niso
blatne, da niso zamazane noter in da je njihova površina dovolj velika, da iz hrane vzame ogromno hranilnih snovi, da dejansko vzame kvalitetne vsebine, ki so v hrani, ki jo pojemo, oziroma v tistem miksu, potem, ki potuje po črevesju, da vzamemo dovolj kvalitetnih zadev ven. Se pravi, da dejansko tu združim in skrb za moje zdravje in moram reči, da sem trdno prepričan, da samo delo joge, samo delo tai čija, sprehodi v gozd, ne, in pa definitivno tudi ta dopolnitev Forever izdelkov je tisto, kar je recept za zdravo, dobro, kvalitetno življenje in pridružite se mi, ne bo vam žal. Konec koncev ni nič takega, sprobate in sigurno bomo nekako skupaj živeli srečno, dolgo in kvalitetno življenje, ker ni pomembno, koliko si star, pomembno je, kako živiš in kako dobro živiš do takrat, ko živiš. Zato imejte se lepo in želim vam vse dobro. Matej, najlepša hvala za prispevek k temu našemu dogodku. Andrej, z nami sta bila že dva menedžerja. Kako je s temi lepimi nazivi? Niso samo menedžerji, ne? Ne, je še marsikaj drugega. Forever se tudi v tem razlikuje od klasičnih služb. Tam si ljudje običajno mečejo polena pod noge. Če je nekdo uspešen, ga grdo gledajo. Pri nas je pa drugače. Mi si pomagamo, sodelujemo in se izjemno veselimo vsakemu uspehu. In pri vseh teh uspehih, tudi za vsak korak, imamo en naziv, tako da se ve, kdo kje drži in kam gre. Zato imamo od asistent supervizorja, asistent menedžerja, to mora vsak doseči, to je cilj. Potem pa so možnosti še, kot je Rex Moon rekel. The sky is the limit. Tako. A sem ti Ni vzela omejitev. No in imamo tudi lepo navado, da na naših srečanjih priznanja dejansko ljudem v neki obliki predamo. To so naše značke, moja je menedžerska, imamo pa tudi Orla, ki je za začetnike. In takrat se vsi ti ljudje zvrstijo na odru, povedo nekaj o svoji zgodbi, o svojih sodelavcih, o ljudeh, ki so jih pripeljali. Za vse imajo lepo besedo, ker se dejansko imajo radi in skupaj delajo. Rekel si, da si tukaj pomagate, ampak to ne gre pravzaprav samo na ozemlje, nekako bi rekli, na teritorij Slovenije, ampak dosti širše. Tudi iz drugih držav se povezujete, ne? Absolutno in imamo sodelavce po celem svetu. Pred nekaj leti je Rex rekel Going Global. In takrat smo odprli meje, ni nobenih omejitev. Vsi, ki smo v Forever včlanjeni, imamo pravico delati na celem svetu v 160 državah. Zanimivo je, da tudi ne potrebujemo recimo za Ameriko zelene karte, ker se lahko vse dogaja preko Facebooka in ostalih medijev. In ogromno ljudi se je povezalo s svojimi sorodniki v Avstraliji, v Kanadi in zelo uspešno sodelujejo. Odlično. Kako pa izgleda podelitev priznanj? Podelitev izgleda tako, da na velikem odru nagradimo vsakega za svoje uspešno delo, ker, tako kot pravijo naši južni sosedje, malo radosti više vredi nego 100 žalosti. In tudi to je veselje, ko ti priznajo, da si res zaslužil nekaj in to tudi pokažejo. In ljudje se veselijo, snemajo drug drugega in to tudi pozneje si ogledujejo, kako je kdo uspel. In tudi mi bi danes to opravili na velikem odru, žal ne moremo. Zato od tukaj izrekam priznanje vsem, saj vsi vedo, kdo je kaj naredil, ker mi to objavljamo tudi v časopisu.
Čestitam vsem, še posebej pa Andreji Brumec, ki je motor Foreverja v Sloveniji, lahko rečemo. Andreja je najbolj agilna in tudi naredi največ nemenedžerskih in lastnih pik vsak mesec. Bravo. Je v tako imenovanem klubu 100, to jih je malo, tako da Andreji iskreno priznanje zopet. In v Andrejini liniji imamo ljudi, ki so dosegli recimo tako lepo nagrado, kot je Holiday Rally Poreč, kjer podjetje plača 4 dni v hotelu 5 zvezdic, izobraževanje, druženje, veselje, vse je tam na broju in nas je okoli 1000-1200 vsako leto. Čudovito. Žal letos tudi tega relija ni bilo, ampak ga bomo probali nadomestiti, čim se bo dalo. Še enkrat čestitam vsem, ki ste v tem mesecu zopet napredovali in čakamo, da vam bomo to lahko tudi osebno predali in da se objavimo, tako kot to počnemo. Tako, osebne čestitke torej sledijo, virtualne pa seveda zdaj le prav tako iz srca. Danes smo pripeljali še eno posebno gostjo iz tujine, ki je prvič v 20 letih pri nas na našem dogodku. Iz tujine. To pa pomeni, da se še enkrat potrjujejo tiste tvoje besede od prej, ko si rekel, da si med sabo pomagate in da med sabo sodelujete, ne? Absolutno. Odkot pa prihaja? Katrin Bajri trenutno prihaja iz Dubaja, drugače je pa rojena v vzhodni Nemčiji. Njena zgodba je izjemna. Ona je iz siromaštva krenila v Forever in s 6 prijatelji zelo hitro naredila ogromen posel. Katrin Bajri je tudi postala prva Double Diamond menedžerka v Evropi in od takrat svoj posel neguje, varuje, gradi in ima izjemne uspehe v celem svetu. Vsi jo spoštujejo, ničesar ne skriva, vsem rada pove, kako ona to počne in priporoča, da ji sledijo. Bravo. In kaj nas bo danes naučila? Kateri del te svoje uspešne zgodbe nam bo danes predstavila? Prosil sem jo, da nam sedaj v teh časih pokaže, kako ona premaguje težave s koronavirusom in nezmožnostjo potovanja, druženja, ker Katrin je tudi znana po tem, da zbere svoje menedžerje, gredo v Afriko na safari, uživajo en teden po trdem delu in nam je pripravila en video o tem, kako ona to počne. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Bajri und mein Thema soll heute sein, wie kannst auch du Eagle Manager werden mit den heutigen Online-Tools. Der Eagle Manager Qualifikationszeitraum liegt ja vor uns, der startet immer am 1. Mai und deswegen ist dieses Training jetzt genau zur richtigen Zeit und extrem wichtig. Die Qualifikationsperiode ist also immer vom 1. Mai bis zum 30. April und hier in dem Chart siehst du die Qualifikationskriterien, die dir ja bekannt sind und die du jederzeit hier nachlesen kannst. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass man sich auch für die einzelnen Stufen im Marketingplan mit der Anzahl der entsprechenden Downline Eagle Manager qualifizieren kann. Um sich für das Eagle Manager Retreat zu qualifizieren, braucht es eine Strategie zum Erfolg. Wir brauchen ja die 720 CC in Totale und das sind im Durchschnitt 60 CC pro Monat. Die müssen wir jetzt runterbrechen und uns bestimmte Schritte, die wir Woche für Woche, Monat für Monat konstant arbeiten, angewöhnen. Zum Beispiel jede Woche einen neuen Assistant Supervisor zu sponsern, sodass wir pro Monat 2 bis 4 neue Assistant Supervisor haben. Also im Durchschnitt pro Woche ein neuer, der startet. Aber auch gleichzeitig 4 bis 6 CC pro Monat
über Kundenpotenzial, Produkte selber benutzen, weiterempfehlen, verkaufen, nutzen und das Ganze mit unseren neuen Online-Tools, zum Beispiel durch den Online-Shop und Online-Produktpräsentation und wenn mehr Leute teilnehmen sollen, dann natürlich auch mit Livestreams. Wir pflegen unsere Kunden und Bestandskunden via Telefon, WhatsApp, Telegram, Facebook-Gruppen und so weiter. Also das alles, was offline möglich war, ist ganz genauso mit denselben Tools hier online möglich. Nimm dir große Ziele vor und qualifiziert dich, während du an deinem Eagle Manager arbeitest, auch schon für dein Autoprogramm und den 100er Club mit 100 CC Non-Manager. Wie funktioniert das also online? Über Social Media Marketing. Social Media Marketing ist eine passive Aktivität und du machst das in der Hoffnung, dass Leuten gefällt, was sie von dir sehen, auf YouTube, auf Instagram, auf deinem Facebook und so weiter. Wichtig ist, dass du regelmäßig postest und einen Social Media Planner hast, also auch deine Posting-Aktivitäten planst. Zusätzlich brauchen wir noch das Rekrutieren, das ist eine aktive Aktivität. Und wenn du im Internet unterwegs bist, in Gruppen oder Foren, dich mit Leuten triffst oder chattet, dann kann das langfristig in einem Recruiting, also in einem neuen Teampartner enden. Und das kann also über diese Business-Seite zuerst gehen und dann natürlich auch über private Chats. Man kann auch mit Werbeanzeigen arbeiten, aber das ist nochmal eine ganz spezielle Rubrik. Attraction Marketing und aktives Rekrutieren ergibt gemeinsam den Erfolg. Danach suchen die Leute im Internet. Werte, Lifestyle, Motivation, Verdienstmöglichkeiten, in dem Fall jetzt alternative Verdienstmöglichkeiten online und von zu Hause aus, Wissen, Spaß und Unterhaltung. Traditionelles Network Marketing funktioniert ja schon. Wir übertragen unsere Fähigkeiten jetzt einfach auf die Online-Tools und brauchen das Rad nicht neu erfinden. Unser Ziel auf Social Media ist es, die Leute neugierig zu machen, sodass sie auf uns zukommen. Wenn wir die Lösung haben, dann können wir die Lösung entsprechend vermarkten. Wichtig ist auf Social Media, dass du dir dein persönliches Branding aufbaust, dass du dich von den anderen unterscheidest, dein Netzwerk aufbaust, eine neue Community aufbaust, Leute mit einbeziehst, interagierst und Lösungen lieferst. Das hier ist ja heute ein Online-Success-Training und so habe ich weniger Zeit, mit euch durch die Details zu gehen, aber ich stelle euch diesen Chart und die ganze Präsentation zur Verfügung, sodass ihr Schritt für Schritt durch die 12 Monate hier allein nochmal gehen könnt. Entscheide dich dazu, ein Eagle Manager zu sein. Erfolg braucht immer eine Entscheidung, deine Entscheidung. Dein Plan zum Eagle Manager braucht eine Erfolgskontrolle. Bist du auf dem Weg zum Eagle? Hast du das alles geplant? Stimmen die Ausführungen und hast du jedes einzelne Detail jede Woche, jeden Monat überprüft? Im Jahr 2019 habe ich mich zum ersten Mal selbst auch als Eagle Manager qualifiziert mit 3 separaten Eagle Manager Linien und durfte zum ersten Mal auf das Eagle Manager Retreat in Dallas in Texas im Oktober 2019. Wusstest du, dass 70% der Eagle Manager sich dann auch zum Chairman Bonus qualifizieren? Und von meinen 3 Qualifiern für das Jahr 2019, die ausgezeichnet wurden, ist neben Sandra Pichak-Ruder und Iman Assaleh insbesondere Birgit Zwilling 5-mal Eagle Manager vorher gewesen und ist nun zum ersten Mal ein Chairman Bonus Qualifier. Und genau das tun 70% der Eagle Manager, gehen dann in die Qualifikation zum Chairman Bonus Manager über. Also deswegen ganz wichtig, Eagle Manager zu werden. Wie kann man das jetzt in ein funktionierendes System einbinden? Das, was ich bisher offline gearbeitet habe, das habe ich einfach online umgestellt. Beispielsweise gibt es ein Einzelgespräch und danach wird dieser Interessent auf eine Online-Geschäftspräsentation eingeladen, die in meinem Team mehrfach pro Woche stattfindet. Wenn er sich für die Geschäftsidee entscheidet, dann laden wir ihn auf ein Online-Starter-Training ein. Und dort bekommt er einfach gelehrt, wie er seine Namensliste schreibt, telefoniert, um auf die nächste Geschäftspräsentation seine Interessenten einzuladen. Das alles ist in derselben Woche und online.
Wenn sich aber jemand noch nicht dafür entscheidet und möchte erst die Produkte probieren, kein Interesse am Geschäft heißt aber auf jeden Fall Ja zum Produkt. Und deswegen gibt es zweimal die Woche mein sogenanntes Produktexpertenforum. Und da können in unserem Team diejenigen, die noch nicht so weit sind für das Geschäft oder prinzipiell auch nur an den Produkten interessiert sind, sich dann in diese Produktpräsentation online einwählen. Vielleicht hat derjenige dann doch Geschmack dran gefunden und kann dann zum nächsten Online-Startertraining sich einwählen. Wer nach dem Einzelgespräch gar kein Interesse am Geschäft hat, braucht auch gar nicht erst auf eine Online-Geschäftspräsentation, sondern geht gleich in die Online-Produktpräsentation. Das alles, was ihr hier seht, findet in einer Woche statt. Ich nenne das mal den kleinen Sponsorkreislauf. Zusätzlich haben wir noch eine Business-Ausbildung, eine sogenannte Business Akademie, und die findet einmal im Monat statt, wo jeder, der sich für das Business entschieden hat, in dem Monat eine mehrstündige Ausbildung durchläuft, was eigentlich zu tun ist, um professionell hier sein Network-Marketing-Business aufzubauen. Um euch dazu ein paar Beispiele näher zu bringen: Jeden Montagabend um 21 Uhr haben wir eine Online-Geschäftspräsentation von einem ganz jungen Team von Managern, die das gemeinsam gestalten. Hier könnten also bereits, wie eben im Erfolgskreislauf gesehen, die Interessenten eingeladen werden. Wer am Montagabend nicht kann oder 21 Uhr keine gute Uhrzeit ist, dasselbe gibt es dann nochmal am Dienstag mit mir. So haben wir also schon am Anfang der Woche unsere Interessenten mit einer professionellen Erstinformation versorgt, und jetzt können Sie sich am Dienstagabend zum Beispiel in unsere Manager-Fit-Programme-Präsentation einloggen und mehr über die Clean9 und Fit-Programme erfahren. Um das ganze Erfolgsrad abzuschließen, hatte ich vorhin ja schon gezeigt, dass wir einmal im Monat eine Online-Business-Akademie haben. Die war eigentlich 12 Mal im Jahr, also jeden Monat einmal, offline geplant, aber wir haben sie sofort im Februar auf online umgeswitcht, und deswegen ist sie jetzt, we do it online, genauso als wäre sie offline gewesen, nur auf einem Zoom-Seminar oder Webinar. Jeden zweiten Freitag gibt es dann noch ein Expertenforum, wo jemand, der sich entweder auf Beauty, auf Fitness, auf Tierprodukte und Ähnliches spezialisiert hat, da seinen Vortrag hält und unsere sowohl Geschäftspartner als auch die, die nur Kunden sein wollen, sich über verschiedene Themen zu unseren Produkten informieren können. Hier ein paar wenige Beispiele, wie das aussehen kann. Ein Expertenforum mit Kosmetikerin Sandra Engelhardt, ein Tierprodukteforum mit Heilpraktikerin, Tierheilpraktikerin Birgit Zwilling oder ein Fit-Programme-Expertenforum mit Personal Trainer Domagoj Soltic und ein Expertenforum mit Iman Asali, die über Produkte für Kinder, Babys, Schwangere und junge Mütter spricht. Die letzten Jahre hatte ich immer einen sogenannten Offline-Chairman-Bonus-Club, und den switchen wir jetzt gerade zum allerersten Mal in einen sogenannten internationalen Online-Chairman-Bonus-Club, und da habe ich mir den eingeladen, der auch die Offline-Clubs für mich veranstaltet hat, nämlich in Berlin und in Ungarn, Diamond Manager aus Ungarn, Miklos Berkic, und so werde ich also am 9. Mai meinen allerersten Online-Chairman-Bonus-Club mit Miklos in 3 Sprachen veranstalten, also alles auf Online umgestellt, was vorher auch schon offline funktioniert hat. Nachdem ich nun schon 20 Jahre bei Forever bin, hatte ich noch kein einziges Training mit meinem Upline-Manager Adam May. Jetzt in der Online-Zeit ist es dazu gekommen. Also ihr seht, alles, was vorher offline nicht möglich war, kann online auf einmal möglich sein. Und so hatten wir Adam May, meinen Upline Diamond Sapphire Manager aus England, in einem Training, wie man mit Krisen umgeht und gestärkt aus einer Krise hervorgeht. Um unseren weltweiten Vertriebsaufbau zu unterstützen, habe ich mich mit befreundeten Diamonds zusammengetan, und wir haben weltweite Online-Geschäftspräsentationen in englischer Sprache veranstaltet, hier zum Beispiel mit Diamond Manager Kim Madsen aus Dänemark. Am 9. April hatten wir dann Diamond Manager Jane Leach aus England in einem Spezialtraining für mein Team, wo wir einfach online genau das getan haben, was wir sonst offline mit ihr in einem Training auch die letzten Jahre erleben durften.
Am Wochenende des 4. und 5. April gab es ein großes Trainingswochenende mit vielen interessanten Sprechern. Hier war ich auch dabei als Sprecher und Holly Stout von Forever USA natürlich über die Produktneuheiten. Diese Webinare finden weltweit statt und sind zeit- und ortsunabhängig. Und so kann man online von zu Hause aus nicht nur sein nationales, sondern sein internationales Geschäft weiter aufbauen und ausbauen und damit Eagle Manager werden. Am 4. März hat Greg Mong ein Facebook Live gegeben und 3 Stunden später habe ich die wichtigsten Punkte in deutscher Sprache zusammengefasst und das dann meinem Team nochmal als deutsche Präsentation weitergegeben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, immer online informiert zu bleiben und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Am 10. März gab es dann ein weiteres Online-Marketing-Training mit Sapphire Manager Victor Eget, wo auch ich die letzten Jahre, also eigentlich schon seit 2018, konstant von ihm die Umstellung von Offline auf Online gelernt habe und Schritt für Schritt natürlich auch in mein Team getragen habe. Und wie ich jetzt sehe, war das genau richtig, denn wir sind gut aufgestellt und fangen jetzt nicht bei Null an. Für den Aufbau deines Eagle Managers ist es also fundamental wichtig, dass du dein Social Media Marketing lernst und stark wirst in deinem Online-Marketing-Auftritt. Lerne auch du unbedingt, wie Social Media, wie Online-Marketing funktioniert und dein Business wird wachsen. Together we can change the world. Dankeschön, Katrin. Hvala lepa, Katrin. Upam, da ste jo razumeli, čeprav je bilo nekaj nemščine vmes, je Katrin pripravila zelo lep, razumljiv video. In še enkrat hvala. Res je, jaz mislim, da so nedvomno vsi razumeli tisto bistvo. To je pomembno, ne, da se nekaj tudi naučimo. In mislim, da smo se tudi v današnjem dogodku in dobro imeli, malo smo se podružili nadaljavo in nekaj naučili. Vsi naši dogodki so podobni, torej malo druženja, malo učenja in potem še malo veselja. To vzdržujemo že 20 let in jaz upam, da bomo še dolgo. Torej, običajno se učimo malo o poslu, kako izvajati ta posel, malo o izdelkih, potem pa še veliko veselja. No, in ko smo pri veselju, december je prav zagotovo en tak čas, ki mu pravimo veseli čas, veseli december, in polni smo nekih takšnih lepih misli, za katere morda sredi leta si ne najdemo časa. In meni je zdajle prišlo na misel, da imate vi letos v Foreverju eno tako prelepo misel kot vodilo. Tako je. Ta misel prihaja od našega ustanovitelja in lastnika, Rexa Moona. In on pravi, the power of forever is the power of love. Bravo. Rex Moon je človek, ki se mu imamo zahvaliti, da smo sploh danes tukaj, ali da sploh Forever obstaja in da 10 milijonov ljudi po celem svetu lahko uživa v kvalitetnih izdelkih in poslu, ki jim pomaga pri še eni stvari, za kar je Rex rekel, da je največja bolezen današnjega časa. To pa je? Prazna denarnica. Pa zelo nalezljiva, pa zelo razširjena. Rex je leta 1978 z nekaj sodelavci na sanjah pravzaprav zgradil Forever in je v kratkem času, lahko rečemo v nekaj letih, postal mednarodno poznan in se je firma od takrat širila v 160 držav na svetu. Rex še danes nadzira delo v Foreverju od samega vrha pa do zadnjega distributerja. Rex je bil človek, ki je na naših srečanjih na Havajih in drugje pomagal kofre nositi iz avtobusa tistim, ki so prihajali od daleč. Bil je z vsemi vedno prijazen, prisrčen
Imel sem srečo, da sem ga 2-krat srečal, tudi jaz v Budimpešti, ko nas je prišel obiskat. Ogromno je potoval po svetu, rad je potoval in izjemno rad ima ljudi. No, in to se odraža tudi v tem motu, moč ljubezni, ne? Tako, moč Foreverja je moč ljubezni. Je moč ljubezni. Veliko govoriva o sodelovanju. Dajva povedati tudi to, da tudi tukaj v Sloveniji, da je ena taka izvrstna ekipa, je tako? Ja, kadar se dobro zastavi, potem to običajno gre tako naprej. In Šandor mi je dal popolnoma proste roke, je rekel, najdi najboljše ljudi in delajte najboljše. In jaz sem se res potrudil, tako da imam eno krasno ekipo v Ljubljani, kjer zelo dobro delamo in isto tako eno že od samih začetkov krasno ekipo v Lendavi, ki tudi zelo lepo sodeluje in zaradi tega smo lahko tudi tako uspešni. Ja, res je. Dragi moji, zdaj pa mislim, da smo počasi prišli do konca. Imava morda še kakšno sporočilo za vse sodelavce, ki so v vseh teh letih postali tudi prijatelji? Vsekakor, jaz vam želim en vesel Božič in srečno novo leto. In ker prihaja novo leto, smo že vajeni, da nas Rex razvaja, vedno z nekimi novimi, dobrimi izdelki. To se pričakuje tudi letos. To se pravi darilce, a ne, na nek način? Tako. Jaz imam pa sploh rad vse, kar je novo, tako da tudi novo leto upam, da bo tako. Nov avto, novo hišo, novo ženo. Tole bomo brisali, fantje, saj veste, tukaj le režemo, zaradi tega, ker to gleda tudi žena, ki je seveda tudi, a ne, del Forever zgodbe. Absolutno, 100%. Ja, saj je nemogoče drugače, kot da se Forever tudi živi. Tako da, dragi prijatelji, lepo je biti danes z vami, lepo je bilo podeliti teh nekaj trenutkov z vami, čeprav ne v živo. Zdaj pa vam želiva, tako kot je že Andrej rekel, vesel Božič, srečno novo leto in pa ostanite forever srečni, zdravi in zaljubljeni v življenje. Najlepša hvala vsem še enkrat in zaključimo v prazničnem slogu. Res je, z glasbo. Srečno! Zapadel je prvi sneg, pobelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč, zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč, na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal. Na božično noč, zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal,
da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč.